Dobrodošli v novem videu. Včeraj je bil FOMC meeting in moram reči, da je bil full bolj bullish, kot sem si jaz mislil. Zdaj za tiste, ki mogoče še ne veste, FOMC meeting je v bistvu na vsake toliko časa se zberejo membri Federal Reserve, to je pač v Ameriki, kakor rekla recimo Evropska centralna banka. No, oni se v bistvu zberejo na enem sestanku in nam v bistvu pol povejo v reportu, kakšno je stanje ekonomije in pa zvišajo obrestne mere. Se pravi, kakšne obresti so na denarju, ki si ga sposojajo banke med sabo. No, in včeraj smo dobili 0,25% zvišanja obrestnih mer, ampak to so vedeli dejansko že čisto vsi. V bistvu, kar je bilo malo bolj juicy, je bil govor predsednika Federal Reserve Jerome Powella, ki je bil pol ure po rate hike. Kakor sem rekel, vsi so pričakovali 0,25, tako da tukaj ni bilo nobenega presenečenja. Je pa v bistvu veliko folka zanimalo, kakšen bo Jerome Powell, kako bo govoril, pač bo bolj daviš, bolj hokiš, to je samo kakšen ton bo imel, bolj agresiven ali ne, v bistvu, kar se tiče za naprej, za višanje obrestnih mer pa podobno. Zato ker pač fakt je, da smo zdaj zadnjih par mesecev dobivali kar dober data na inflation reportih, zdaj zadnji mesec tudi na par jobs reportih dober data. No, ampak v bistvu kar me je presenetilo je, da Jeroma so velikrat vprašali za JOLTS reporte, se pravi JOLTS reporti, job openings and labor turnover, v bistvu koliko je prostih del na marketu, zato ker Federal Reserve je na prejšnjih meetingih zelo velikrat govoril, da se mora pač ta report pride dol, da bo manj prostih del v primerjavi z ljudmi, ki iščejo službo. Zdaj je ta ratio okoli 1,9, medtem ko oni bi radi, da ta ratio pride na okoli 1. In JOLTS report je v bistvu prišel v bistvu včeraj zjutraj pred meetingom in pa tudi za en mesec nazaj je bil v bistvu revised na gor. Tako da v bistvu bi se pričakovali, da bo Jay Powell spet povedal, da pač da rabijo videti JOLTS report, da se umiri, ampak v bistvu, ko so ga vprašali za ta report, je sam rekel, da je to samo en indikator, v bistvu z drugimi besedami, da ga pač sploh ne bojo toliko upoštevali zdaj za naprej, ko se bojo odločali za nove zviševanja obrestnih mer, kar je bilo kar presenetljivo. Zdaj veliko reporterjev ga je vprašal za rate hike pause, se pravi, da bi na naslednjem meetingu, da ne bi zvišali obrestnih mer. No, in sicer se je pač zelo lepo se izogibal tem vprašanjem, je rekel, naj si pogledajo zadnje minuse, kjer so vse razložili. Čeprav zadnji minusi so bili kar agresivni, moram reči. Vsi membri Federal Reserve so dali svoje pričakovanja, da bojo obrestne mere višje, kakor je market pričakoval. No ja, in v bistvu je od začetka meetinga je tako govoril, da rabijo še več podatkov, da se inflation res sniža, da gre na tisti njihov target 2%. Pol proti koncu je pa v bistvu povedal, da se je disinflationary proces že začel. In to je v bistvu velika sprememba v govoru Jerome Powella, ki je do zdaj vedno govoril, da rabijo videti še podatkov, da se inflation manjša, se pravi, da se začne disinflation. To je drugače kot deflation. Disinflation je samo, da je inflation manjši. Včeraj je prvič v bistvu povedal, da se je disinflationary proces začel. Tako da ja, to se meni zdel full bully za market, zgleda, da tudi ostalim. No, poleg tega je Federal Reserve spremenil še njihov opening statement, se pravi ta report, v katerem povejo njihovo odločitev za zvišanje obrestnih mer, ponavadi pride še nek statement zraven. V bistvu so do zdaj vedno imeli tam napisan, da je veliko tega inflation pressureja iz vojne, iz supply chainov, pač v glavnem iz posod, ampak v bistvu so v tem reportu včeraj
so dali ven vse te stvari o inflation. Plus spremenili so, da se zdaj v bistvu odločajo o tem, koliko časa bojo trajala zvišanje obrestnih mer, medtem ko v vseh prejšnjih reportih so imeli napisan, da se odločajo pač o stopni naslednjih zvišanj obrestnih mer. Se pravi, ne odločajo se več, koliko bojo zviševali obrestne mere, zdaj se grejo v bistvu za naprej, če bojo zvišali samo in če bojo zvišali za 0,25. Ja, v bistvu vprašali so, Jerome Powella so tudi vprašali, če Federal Reserve že razmišlja o tem, da bojo katale rejse. Če mogoče ne veste, v minuslih prejšnjih so v bistvu povedali, da letos definitivno ne bo rate cutov. No, v bistvu tudi temu vprašanju se je dosti izogibal. Videl se je, da noče reči, da bojo katale rejse, ampak v bistvu kar pa je rekel je, da če se bo inflation še višal in če bojo financial conditionsi v bistvu premalo tight, da je še vedno obstaja možnost, da bojo še višale rejse, oziroma če bojo preveč zvišale obrestne mere in bojo financial conditionsi preveč tight, je pa rekel, da imajo orodja tudi za pač to. Z drugimi besedami, to pomeni, da če bojo preveč zvišale rejse, jih bojo pol katali. Čeprav ni hotel tega lih reči. No ja, in rekel je v bistvu, da pričakuje couple more rate hikes, kar po mojem mnenju pomeni, da bomo dobili še dvakrat pač zvišanje obrestnih mer, se pravi dvakrat 0,25, najverjetneje zdaj naslednjič v marcu. Pol pa naslednji meeting po temu je maja, kjer bo po mojem mnenju še enkrat 0,25, ali pa mogoče celo pa pol naslednjič 0,25. Kar je v bistvu enako, kakor pričakuje market. Market pričakuje zdaj, da bo peak Fed funds rate, se pravi peak te interest rate 4,91, zdaj trenutno je na 4,5. No, ampak market pa pričakuje še, da se bo do konca tega leta v bistvu fund rate znižal na 4,25, da bo Federal Reserve letos že cutal rate. Videli smo to tudi veliko v marketu včeraj. Market v bistvu hoče že vnaprej pricati in te rate cute, zato ker na ta način smo v bistvu dosegli dno v prejšnjih recessionih, naprimer 2008, leta 2000, in ja, pač v bistvu market je zdaj že toliko pameten, da hoče vnaprej prediktati ta Fed U-turn, da bojo, se pravi, kdaj bojo znižale rejse, zato ker takrat ponovadi pride bottom. Tako da ja, nasplošno full bullish meeting, videli smo v bistvu že pol dejansko te risk on playi so full dobro performali, Bitcoin je bil full up, Nasdaq je up skoraj 5% od včeraj, če štejemo še to danes. Pa ja, podjetja, kot so Carvana, kar up 50%. Tako da ja, v bistvu to mi daje te 2020 vibes. Ja, v bistvu je to za Fed meeting. Zdaj bi si pa pogledal še na hiter Meta oziroma Facebook earnings. No ja, in v bistvu tukaj imate že en tak dokaz, da se pač ta market spreminja v risk on market. Meta earningsi po mojem mnenju res niso bili full dobri. No, stock je pa v bistvu up pre-market za 20%. Tako da ja, v bistvu, če si pogledamo, revenue je sicer bitu 32,17 milijard proti 31,53, ampak ta bit pač ne vas ne zavede preveč, ker je revenue year over year down 4%. No, earningsi so pa mislili 1,76 proti 2,22 dolarja per share, se pravi EPS. Tako da ja, v bistvu velik mis na EPS-u. Pri revenue pa v bistvu pri Meti je bilo že toliko
je bil že priced in ta revenue drop, se vidite, expectationsi so bili 31,53, te expectationsi smo bitali, ampak je revenue še vedno down. In v bistvu Meta je tak stok, ki so bili že toliko je bilo že vse priced in v ceno. Če nedolgo nazaj je bila Meta 80, se spomnite, v bistvu, koliko se je selil ta stok, vsi so pravili, da je pač konc z Facebookom, in ja, pač to se je videlo na delnici. Zdaj ene tako rečemo decent earnings dobijo, pa je stok kar up 20%. Ja, če povem še malo druge cifre, se pravi daily active usersi 2 milijarde proti 1,99 expected, monthly users 2,96 milijard proti 2,98 milijard expected. Se pravi, to je v bistvu za Facebook, za vse njihove platforme skupaj, se pravi še Instagram, WhatsApp, Messenger, pa ne vem, se tukaj šteje tudi Oculus ali ne, pa kar 3,74 milijarde, in to je skoraj pač pol ljudi na celem svetu v bistvu uporablja Meta produkte, in to je growal 5% na leto, kar je pač dosti impresiv. Pri taki cifri, da še vedno grova, se zdi to ful dobro. No, kar je bilo v bistvu še bullish, zakaj je stock toliko up, v bistvu napovedali so, odobrili v bistvu so 40 milijardni stock buyback program. Kaj to pomeni? Pomeni, da bojo v bistvu kupili za 40 milijard svojih delnic. Torej bo pač za 40 milijard manj delnic bo v bistvu na marketu, se pravi te delnice, ki so trenutno zunaj, bojo vredne več. In sicer 40 milijard je približno 10% market capa trenutnega od Mete, kar je v bistvu ful velik buyback. In ja, v bistvu se meni zdi to ful pametno, stock je ful down in pač v takih časih je dobro delati buybacke, tako da tukaj jim dam ful dobro odločitev. Še vedno so zelo veliko spendali na Metaversu, kar se meni ne zdi preveč pametno, s tem samo zgubljajo cash po mojem mnenju. Mogoče je večji play tukaj v zadnji, ampak se mi zdi dosti risky. Je pa v bistvu Mark Zuckerberg pol v conference callu povedal, da je bilo zdaj to leto 2022 dosti težko za njih, da so se mogli malo prilagajati, kar se tiče ad biznisa, ampak ja, v bistvu, da pričakuje, da bo 2023 ful bolj efficient leto, da bojo manj spendali in ja, v bistvu, če je to vse res, je Meta probably še vedno dober value. Mene pa v bistvu skrbi samo malo za glede Metaversa, če bojo preveč spendali na temu, se mi ne zdi preveč dobro za podjetje. Zdi se mi, da bi se mogli fokusirati na temu, kar deluje, se pravi, da bi razvijali še vedno Facebook, Instagram, WhatsApp. In ja, to je v bistvu to na kratko na Meti, tako da isto to za ta video. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem.